Lepo pozdravljeni v tokratni epizodi s podcasta Zevo. Danes je z mano Barbara Čeferin, fotografinja in lastnica galerije fotografije. Barbara, lep pozdrav, dobrodošla pri nas. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Dovolila si bom pred začetkom narediti majčken daljši uvod in sicer z Barbaro sva se srečali na predstavitvi knjige doktorja Petra Čeferina, ko je predstavil najnovejšo knjigo Smeh na sodišču. In tam sem bila s partnerjem, tam je bilo seveda veliko poznanih ljudi iz, bom rekla, odvetniškega sveta, kot tudi seveda drugi ljudje, ki smo prišli na predstavitev knjige. In seveda je partner takoj opazil moža Aleksandra in rekel, Eva, ampak to bi bilo pa res fino, če bi tudi on recimo prišel v podcast. In Barbara, ne vem, če boš verjela, ampak moj odgovor, moja prva misel je bila, ja res, ampak mene pa bolj Barbara zanima. In ta bolj zanima predvsem zaradi tega, ker ponavadi je tako, da o Aleksandru veliko vemo, lahko preberemo, slišimo, je seveda tudi v Sloveniji, kadar je tukaj gostoval in tako naprej, imamo neko podobo. Medtem, ko sem o tebi praktično vedela dejstvo, da se ukvarjaš s fotografijo, da si zdaj lastnica galerije, prav zelo veliko drugih stvari pa ne. In potem mi je partner rekel, zdaj pa priložnost, lahko jo povabiš na tem dogodku in priznam, da sem majčkeno razmišljala, ne vem, če je to ravno dogodek, ko bi človek pristopil in povabil. In ko sem ostala majčkeno brez besed. Zato, ker sem bila res presenečena nad tvojo toplino, skromnostjo, srčnostjo in nad dejstvom, da si bila praktično takoj da prideš na pogovor brez kakšnih zahtev, želja in tako naprej, kot bi lahko morda pri kom pričakovali. Ja, takole vse take vtis že v prvem trenutku mi je včasno. Ja, včasih sva se tudi dogovorili, da sva lahko na ti, in včasih, Barbara, kako se lahko hitro zgodi, da je tisti prvi vtis zelo pomemben, Ja, po moje je jaz sem človek intuicije v bistvu. Veliko stvari v življenju sem, vedno, kadar sem se prav odločila, je bilo takrat, ko sem poslušala intuicijo. Mogoče niti ne znam drugače, čeprav z leti poslušam tudi razum, ker me je malo mogoče včasih tudi glava začela boleti s temi prehodi skozi zid, namesto da poiščeš vrata. Ampak vseeno, mislim, da je intuicija v vsem, zdaj govorim za vse stvari v življenju, predvsem pa v odnosih, je tako, da ti intuicija, mi imamo to pa mogoče kot človeška rasa to zanemarjamo, z leti razvoja toliko bolj, ker mislimo, da kaj pa jaz vem, zakaj, ampak nekako mogoče se zdaj spet vračamo v to obdobje, ko bomo bolj poslušali sebe, svojo intuicijo, naravo, vse to, kar je tukaj že milijone let in upam, da ne bomo mi tisti, ki bomo vse to uničili. Ja, večkrat vem, da si že slišala, da ti ljudje rečejo, Barbara, ti si pa ostala tako zelo prizemljena. Kaj tebi ta stavek, ko ti to nekdo reče, pomeni? Ker se mi zdi, da je po eni strani zelo pozitiven, po drugi strani bi pa lahko človek to vzel kot, pa sej kakšna pa naj bom. Ja, sej ne vem, če mi rečejo, da sem prizemljena, ker to mislim, da sem vedno bolj sanjava bila, kot ne. Tako da prizemljena nisem, pa naivna sem, pa ne vem, take stvari. Ampak rečejo mi, da se nisem spremenila. Da sem taka, ne glede na to, kaj se mi zgodilo v življenju, pa to z Aleksandrovo funkcijo predsednika UEFA, ko se dejansko res je veliko spremenilo v naših življenjih, v življenju družine, ampak nekako smo šli s tokom, da rečem. In ne vem, midva z Aleksandrom sva taka, nisva
prej, ne vem, kako naj rečem. Prevzetno delovala, mogoče. Ja, ali pa mislim, to ne meni zelo tuje, no, ne vem, pač nekako sva taka človeka in ne vidim razloga. Sej ljudje se spreminjamo skozi leta, ne, tudi, tako da čist ista nisem najverjetneje, kot sem bila. Tako da, ne vem, mi smo zadovoljni s svojim življenjem, bili prej, zdaj tudi, pa ko se bo to obdobje končalo, mislim, da bomo tudi, oziroma bomo delali na tem, da bomo, tako da ni zdaj, da bi bili odvisni od nečesa. Ne? K dinamiki življenja po nastopu tej funkcije se bova še vrnili. Jaz bi pravzaprav na začetku se dotaknila, Barbara, tvojega otroštva in potem sploh fotografije. Si že kot majhna deklica se spogledovala s to željo potem, da si kakšen fotoaparat, ki je prijela v roke? Jaz sem bila v bistvu kot otrok, jaz sem bila mogoče zelo fantovska. Jaz sem imela starejšega brata, 7 let in tako da 6 let, no, v bistvu, tako da sem pač njemu sledila, ne. Fuzbal sem igrala, podili smo se, včasih smo bili, jaz sem živela na Povšetovi med bloki, zraven je bilo Kodeljevo, to je bil naš teritorij in pol smo si ga z leti širili, kaj nekje do Štepanca, pa Fužin, pa pol seveda proti centru tudi. In to je še zdaj eno okolje, ki pač meni ima pač spomine in pa sem tudi košarko igrala na Slovanu in smo se zelo fajn imeli. To je bil ta skupinski šport in smo bili in fantovske in ženske ekipe, v bistvu smo se srečevali in tako nekako smo čutili ta skupnost, ne, to mi je bilo zelo in pomembno. Na dvorišču smo bili pa tudi v enem obdobju, mislim, da je mama moja preštela, da nas je bilo čez 70 otrok. Wow. Ne, zdaj, ko grem pogledam, recimo tam, pač zdaj moja starša sta umrla in tam smo prodali stanovanje, tako da pač en del mene je zaklenjen v srcu, prav čutim en tak, kar je najverjetneje prav, ne, zato ker pač življenje gre naprej, ampak spomini lepi pa ostanejo. In ko tam pridem in je čisto vse zaparkiran in rampa je z vstopa na dvorišče, a ne, mi je kar tako malo si rečem, pa kje so ti otroci, ne, sigurno jih je veliko, pa upam, da imajo tako otroštvo, ki smo ga mi imeli, pa zraven je bilo gradbeno podjetje Univerzal, pa smo plezali tam, kjer ne bi smeli, pa čez cesto Povšetove so bili zapori, Povšetovi. Pa je bilo to tudi malo zanimivo, ker so tam zaporniki delali na vrtu, a ne, pa sem jaz direkt iz mojega okna jih gledala, pa enkrat so 3 pobegnali tam med nami, pa tako naprej. No, skratka, bilo je velika akcije, pa mi smo se šli vsakič, ko je bilo, ne vem, Sandokan, pa ko so bili, kaj je že bil šerif iz New Yorka, pa take nadaljevanke, ne. Pa smo mi to se tudi igrali. Ne. Preko igre smo in to je bilo res krasno obdobje in potem je naš sosed, je bil Jože Pogačnik, režiser, in je to opazoval in je potem posnel z nami film Šport na ulici, ki je, jaz sem bila takrat tik pred vstopom v šolo, 6 let sem bila stara, 7. In je vključil vse nas otroke in smo igrali, ker mi smo, tako kot so bile te televizijske nadaljevanke ali pa take stvari, ne, smo tudi šport, se pravi, če je bilo hokejsko prvenstvo, smo hokej igrali, ne, pa smo si palce naredili, pa gole, pa pak, ne vem, kje so sploh to najdli fantje in tako, ne. Če je bil nogometno, smo nogomet igrali, košarko smo igrali, ne, v Grozni, po moje se to morali slišati, ker je nad garažami pod našimi balkoni, so garaže imele en tak pločevinast mečken, tako kot neko strehco in to je bil naš koš, ne. Mi smo to igrali in to je morali grozno hrupiti, ne. Ampak nekako niso nas, malo smo imeli kakšne borbe s kakšnimi
sosedi kdaj, pol vem, da smo enkrat tudi postavili, naši starši so se zelo angažirali in so postavili koš, moj oče je bil pri tem tudi zelo vodilen, recimo, da rečem, vodja tega projekta, ker je bilo treba dobiti dovoljenje, ne vem, krajevne skupnosti ali kaj že takrat bilo. In smo pač igrali prav ta pravo košarko, mislim, na en koš pač. Take stvari, pa smo, pač je bilo več snega, pa smo si naredili celo nek kupe snega, pa smo potem... Ja, skakalnico, in smo skakali, Skratka, vse živo smo delali v tistem dvorišču, In bili verjetno povezani na popolnoma drugačen način, kot je mladina danes, Ja, kaj pa, jaz imam 3 hčere različnih generacij, ta najmlajša je zdaj 21 let stara, potem je 24 let in 33. In že med njimi so razlike, kako so one vsaka svojo generacijo doživljale, kaj pa ravno tako so imele in imajo svoje lepe trenutke. Žal mi je za njih edino to, da niso izkusile nikoli te svobode brez interneta, telefonov in tako naprej. Saj vsaka stvar na tem svetu ima dobro pa slabo stran, to tako je. Ampak ne vem, koliko smo zreli, da bi sam tisto dobro upoštevali. Znali ven potegniti. Ja, tako da pač človeštvo mi hlepimo za nečim, ko tisto dosežemo, pa vidimo, da smo naredili pogodbo s hudičem, in tako naprej. Tako da to mi je žal za te naše otroke, ampak mislim, da se spet nazaj spreminja to, da se otroci bolj odmikajo od tega, in ja, se mi zdi, verjamem, da bo. Da se morda spet te najmlajši, te zdaj nove generacije, se mi zdi, da jaz gledam mečkano tako zdaj s prizmo hčerke, 8 let je stara, je zdaj še vedno aktualno popoldne preživeti na igrišču, se družiti s prijateljčki in tako naprej. Kar pa priznam, da pa se mi zdi, da je tam nekje ena ta vmesna faza, takrat, ko je seveda bil ta boom s telefoni in tako naprej, je bilo pa tega verjetno res manj. Ja, v bistvu je na nas odraslih, da pač to doziramo. In imam tudi vnukinjo, imamo 20 mesecev, 18-20, ja. In to je pač tudi, gledaš, da ne bo, seveda nas vidim, jaz ko slikamo s telefoni, imamo telefone, tudi njo to zanima, ampak tukaj moraš narediti eno mejo, pa vseeno tudi sebe pa malo kontrolirati. Da nisi v bližini non-stop. Sej to, smo ravno zadnjič smo se pogovarjali, pa mislim, da ravno v tem studiu toliko zelo dajemo poudarka, zdaj če sva ravno pri telefonih, za naše najmlajše, pa kako v osnovni šoli stran od telefonov, čim manj na ekranih in tako, Pozabljamo pa, da smo pa mi vzgled, in kolikrat smo mi tisti, ko dejansko nas lahko brezvezno brskanje po telefonu potegne noter in se sploh ne zavedamo, da smo ogledalo lahko nekomu drugemu. Smo zgled. Tako, in pol pa recimo zvečer pa otroku rečemo, dovolj je, ne smeš več, medtem ko sam tole počneš. Tako da, kar se tiče telefonov, je zadeva kakršna je, ampak všeč mi je, Barbara, tako kot si rekla, da imaš v sebi to intuicijo, ker ta intuicija, pa tako kot si rekla na samem začetku, je nekaj, kar načeloma sem jaz tudi mnenja, da vsi mi imamo v sebi, je pa potem zelo pomembno, koliko se znamo v določenih situacijah res poslušati. Zdaj rekla si, da si včasih šla tudi z glavo čez zid in ne poiskala vrata. Kaj so to recimo bili primeri? Ne, se mogoče nisem čist najbolj rekla, ker intuicija je nekaj drugega, ampak v smislu, to je malo drugače zdaj. V bistvu intuicija, da končamo na misel, sem mislila v smislu tega, da je nisem poslušala, da mi je nekaj reklo, pa je tako, pa sem vseeno, ali pa je že na začetku kazalo nekaj, kar se je potem recimo ali v kakšnih odnosih ali karkoli pokazalo na koncu, da je bil to v bistvu razlog, zakaj zadeva ni uspela ali pa karkoli. To z glavo skozi zid je pa v bistvu v smislu
neke trme, neki dosežt, ne, in čez vse meje, ne, pa je včasih mogoče, pa po nekih zavitih poteh, ki mogoče včasih bi malo s premislekom in vdihom najdu ta vrata, pa bi bilo malo lažje, ne. Ampak tak, kot si in tako pač je. To govoriva bolj že recimo, kar se tiče, ne vem, ko si že delala kot fotografinja, ko si se že udejstvovala ali tudi prej že? Ne, prej nekako niso bile take stvari, ne. Nisi bila takšna najstnica, da bi bila zelo uporniška? Po moje ne, to bi bolj moji starši znali povedati, ne. Pa mislim, da ne preveč, ne. Nisem bila tako, pa ne vem, mi smo imeli en tak fajn odnos doma, ne vem, nisem bila nikoli, da bi zdaj kar neki v kontro šla, ne. Ne, nisem. Potem pa kaj, glede posla pa verjetno? Ne, glede galerije recimo, ne. Tukaj pa gotovo. Pa najverjetneje, ali pa prepričana sem, da je to tudi razlog, zakaj smo še vedno imamo galerijo, ne, 22 let je od tega in, ampak vsak ima svojo pot, nekdo bi pač to drugače naredil, jaz sem tako in tudi v tem svojem poslu sem spoznala, da dejansko tako kot si, tako lahko pač vodiš galerijo, ne. Če si pa, ne vem, pač tudi glede izbora, glede programa, vseh odločitev, ne moreš biti nekaj, kar nisi, če to ti rečejo, ti bi pa morala takole, pa to bi morala, pa ja, sej. Verjetno je tukaj, si mislim, da tudi kar se tiče samih razstav, programov in tako naprej, ne, za galerijo načeloma verjetno, popravi me, če se motim, ampak je neko pravilo, tiho pravilo, da si v neko smer mečkano kot usmerjen in bi se lahko tudi kaj podobnega recimo na začetku od tebe si mislim, da pričakovalo, ne? Ja, sej, v bistvu je tako, da zakaj sem jaz odprla galerijo? Jaz sem odprla galerijo brez izkušenj na tem področju. Niti nisem bila umetnostna zgodovinarka, recimo, ne. Sicer sem želela to študirati, pa je pa v tistem trenutku lih moja sestrična starejša to končvala in je nekako bila, mislim, da to pa je, tam so samo letnice rojstev pa smrti učili. Ne potrebuješ tega, ne? Nekako, ne vem, pač bila je, mogoče sem jo ujela v enem trenutku, ko je bila v tem, tako nam je to pač rekla. Ampak jaz sem pa šla študirati španščino pa etnologijo in v bistvu je, zdaj, ko nazaj gledam, je bil to študij za mene. Ne. Žal mi je edino, da pač nisem naredila diplome, na španščini sem prišla do preddiplomca, na etnologiji, ki sem jo imela pod B, v bistvu so mi manjkale diplome, pa manjkala sta mi 2 pedagoška izpita, pa en v bistvu malo večji izpit, pomembnejši izpit, ki si ga v tistem času na španščini lahko vlekel do diplome, kar me je pač tako, da sem ga vlekla do danes, no. Nimam ga in nimam diplome, ampak vmes me je pač povleklo v fotografijo in taka je moja pot, ne. Ampak zdaj sem malo zašla mogoče, jaz sem odprla galerijo z eno veliko željo dati nek prostor fotografiji in fotografom. In že na začetku, ko sem odprla galerijo, ker sem zelo rada, imam tudi pač knjige se mi zdijo zelo pomembne, predvsem tudi fotoknjige za fotografe, za njihovo predstavitev, zato sem ves čas nekako sporedno imela tudi en kod, kjer je bila ta knjigarnica, ki se je zdaj razvila v resno knjigarno, ki smo v bistvu nek unikum v tem regijskem prostoru in tako da sem v bistvu to dvoje vedno želela kombinirati. Seveda tudi zaradi te moje mogoče hiperaktivnosti smo delali in še zdaj ne več toliko, no, ampak so vseeno delali program, ki je mnogo presegel naše fizične zmožnosti, a ne, mislim, koliko nas je bilo v galeriji sodelavk,
pretežno so bile sodelavke in so še. Pa nimam nič proti fantom, ampak nekako niso ali zdržali, ali prišli, ali karkoli pač, skratka. Hočem reči, da tudi ta širok nabor različnih estetik umetnikov, ki jih zastopamo, je bil čas malo bolj tako, kot neka utež, da rečem, ne, ko smo prišli na sejme, ampak to mogoče bolj tako pričakujejo, da bo to neka elitna v smislu neke zelo ozkega izbora umetnikov, kar bi mi bilo gotovo lažje, ne, ker potem dejansko se moraš ukvarjati z njimi, ne, in jih predstavljati in delati na tem. No, ampak želela sem pokazati ves ta razpon, ki ga fotografija ima. In to sem pač s tem, in to je ta individualna izbira moja. Ne, to sem želela pokazati. Nisem pa jaz, zdaj sem se naučila tudi malo posla, hvala Bogu, v teh 22 letih, ali pa menedžiranja, ne, ampak ni bila to moja. Jaz nisem pojma imela, niti kako se prvi račun napiše, mislim, grozen, ne, res, tako, ampak bila je pa ta volja zelo močna, tako da jaz pravim, da če bi me z macolo toliko, me ne bi ustavil, a ne, k sreči, tukaj sem imela tudi veliko podporo in jo še vedno imam od Aleksandra, ker tudi takrat, ko so bile pod črto rdeče številke, a ne, me je podpiral, ker je verjel in verjame v to, da je to ena, pač vedno mi je rekel, pa se ti to ne moreš delati, to nihče ne dela te zadeve za posel, biznis, kot da boš zdaj pa blazen zaslužil, pa ne vem kaj, a ne. To je pač dodana vrednost življenju in ko se s tem ukvarjaš, v bistvu drugim ljudem to dodano vrednost življenju omogočaš, a ne. Ampak je pa treba imeti tudi finančno, pač moraš biti, kako se reče, vzdržen, ne. In tukaj pa pač, če jaz sem šla v to, da sem naivno, entuzijastično, mi bomo DO, mi gremo na trg, bomo prodajali, zato da bojo naši umetniki enkrat lahko živeli od prodaje svojih del, ne. Ja, zelo naivno, ne. Potem realnost drugačna. V bistvu zato je tudi več, da rečem, galerij oziroma takih prostorov, ki so organizirani, saj pri nas tudi kot neprofitne organizacije, s tem imajo tudi večji dostop do javnega financiranja kot mi, seveda. Mi smo odvisni od prodaje, ne, kar pač smo se tako odločili, ok, delamo na tem, ne. Mi je pa zanimivo to, ta različen pogled na to, recimo domačih obiskovalcev, nekaterih, ne, recimo, pa tujih, ne. Je razlika, ne? Je razlika, čeprav vedno manjša, rečem, in res sem zelo vesela za vse naše domače slovenske obiskovalce, ki so zdaj, je toliko večjih, zato sem zdaj, ko imamo v Centru Rog svoj prostor, zato sem se tudi odločila, da se selimo, da nagovorimo slovenskega domačega obiskovalca, ki nas prej mogoče niso to, ko smo bili na drugi strani Ljubljane, najdli ali pa karkoli, ne. Tujec pa najde kjerkoli, tako kot mi, ko smo v tujini, tudi najdemo vse živo, pa tudi če 10 kilometrov hodimo, ne. Doma smo pa malo mogoče, kaj pa je s tem, tudi če za vogalom nekako si rečeš, pa se bom pa jutri šel pogledati, si to je pa nekaj zanimivega, dokler ta zanimivost ne ugasne, a ne. Pa vsi rečejo, joj, pa škoda, pa to, je bilo fajn, ne. Ampak je treba to pač podpirati z obiskom in tako naprej, ne. Še ena stvar je, recimo, kar je normalno, če živiš od prodaje, recimo, a ne, da pač ni vstopnine. Ampak vsaka taka razstava je, pač zahteva neki, ne, produkcijo, za katero pač moraš imeti denar. In
če bi mi uvedli vstopnino, bi bili vsi zelo presenečeni, seveda, ne. Ampak mislim, da ne bi bilo tako slabo razmišljati v tem smislu, da bi se samo zavedali, koliko dejansko je nekega napora vloženega v to, da se predstavlja dela mladih, recimo tudi, ne, še bolj, ker teži jih na trgu, ki jih nihče ne pozna, uvesti, ne, na trg in jih pač, no, hočem reči, en kup teh stvari je, a ne, vmes in zraven, s katerimi se pač moraš ukvarjati. Zdaj sem pač navedla, mislim, veliko stvari, govorim iz ene v drugo smer. Ampak točno to, ne, da v bistvu zelo lepo si vendarle povezala, ne, da ta v narekovajih z glavo čez zid, ne, pa zdaj to, kar si mi opisala, mogoče zdaj tudi mečkam bolj razumem svobodo, ki jo zelo rada tudi omenjaš, a ne, da ti ta svoboda zelo veliko pomeni, zato tudi konec koncev si dala odpoved. Si takrat bila kot... Jaz sem v bistvu bila urednica fotografije na reviji Jana. In v tistem trenutku, to je bilo v bistvu po rojstvu druge hčere, Neže. In nekako tudi sicer me je vleklo biti, mislim, jaz sem bila taka urednica, da sem pač bila urednica. Jaz sem bila zelo veliko pač v pisarni in urednikovala, ne, pa dajala pač naloge kolegom fotografom in tako naprej. Ne. In sem pogrešala ta stik, pač fotografiranje sem pogrešala in sem si pač v enem trenutku želela biti spet nazaj fotografinja. No, in pa še take nekatere stvari v sami organizaciji so se tudi spremenile in no, kakorkoli, skratka v tistem enem trenutku sem se odločila, da dam odpoved in sem v bistvu najprej mislila tudi kar ostati v tem nekem uredništvu, istem pa pač delovati kot fotografinja, ampak potem sem tudi začela zelo hitro, čez poletje me je pač ta ideja o galeriji prijela in vse to, tako da pol je bilo tega vedno manj, no, pač zelo hitro sem pol tudi odprla galerijo, mislim, da je bilo čez dobre pol leta. Pa se spomniš trenutka, ko je prišla ta ideja o galeriji, v smislu, ne vem, ko si je mogoče Aleksandru predstavila in rekla, jaz sem pa, kako je to, kako bi to... Ne spomnim se točno tega trenutka, ne, vem pa, da je bilo tako pač nekje tlele od odzadje prišlo, neki tisk, ki te vedno najbolj zadane tle nekje. Tako je bilo, no, in seveda je pošlo sam še proti temu cilju. Ves čas pa fotografiram v teatru, v gledališču, tako da eno vez to svojo fotografijo imam. Še vedno v Novem mestu? Zdaj v Novem mestu, ja, že, zdaj pa po moje že 10 let. Prej sem pa v različnih drugih gledališčih in vedno mi je bilo to nekaj zelo prijetnega, nekaj, česa sem se vedno veselila. Tudi fotografiranje v gledališču jaz jemljem kot nikoli ne želim, da bi mi pozirali. Ne, se pa to zdaj je že daleč od tega, včasih je to mogoče bilo bolj nekako prisotno ali kakorkoli, ampak jemljem tako kot fotoreporterstvo, ne, se pravi, ti si tam, da loviš trenutke tega življenja, ki ga kažejo na odru igralci, ne. Tako da, če tega pa ne bi bilo, bi mi pa en velik del manjkal, ne. Moj oče je vedno rekel, ja, veš, Barbara, ne, malo mu je bilo žal zgleda, da sem se postavljala to svojo fotografijo, ker tudi v galeriji nimam svojih del. Enkrat smo imeli, mislim, da samo enkrat smo imeli razstavo pred leti, ko je bila 30. obletnica prihoda beguncev bosanskih v Slovenijo in smo s ekipo takratno mladine naredili v moji galeriji razstavo. Takrat sem pač dala tudi svoje fotografije, pa tako je bilo malo hecen, ker nekako sem bila v vlogi galeristke in avtorce
In v bistvu jih je kar nekaj pol in mislim domačih, se so vedeli, ampak so zadnji hip zvedeli ali pa kakšnih prijateljev, ampak zakaj pa nisi povedala prej, ne? Mogoče je bila ta mal trema pred tem, ne? Da pač tudi razstavljaš. Nisem toliko razstavljala, mogoče moram bolj začeti. Mogoče več razstav. Rekla si, ne, da v gledališču loviš te trenutke. Se ti zdi, da ljudje še znamo tako zelo dobro opazovati svet okoli sebe, da zaznamo, ali živimo preveč v hektiki, preveč v nekem tem tempu, da nimamo več sploh te, veš kaj mislim, te priložnosti, možnosti zaznati mogoče, ne vem, neke male trenutke sreče, mogoče neke detajle okrog nas. To je po moje zelo subjektivna zadeva in mislim, da pač eni ljudje bolj, drugi manj. Tisti, ki manj, najverjetneje jim čez čas to opazijo in jim manjka. Saj jaz to verjamem. Mislim pa, da če pa recimo rečemo za neke stiske ljudi ali pa mislim, da smo ljudje ali pa recimo Slovenci smo zelo dobrodelni tudi, a ne. Zaznamo ljudi v stiski, pomagamo, nekdo pa je rekel, da pa edin uspeha pa ne oprostimo. Ne privoščimo in ne oprostimo, ja, nekako v tem stilu. Ne, zdaj. Ja, ni to moja ideja, ne, to je zdaj nekoga, kako se reče. Tako kot pravijo na splošno verjetno za ljudi. Nažalost se ne morem spomniti, kdo je to rekel, ne, ampak pač ravno zadnjič sva z možem o tem se pogovarjala in pač tako je, to je res. Ne. Zakaj je tako, ne vem, želim pa si, da bi mi kot Slovenci, recimo, res nas je malo, ampak imamo toliko sposobnih ljudi in mislim, da si lahko bi ustvarjali eno mirno, normalno življenje, teh razprtij med nami, negativnih, tudi če se ne strinjaš z nekom, ni treba biti negativen, ne? Ampak je pa težko, predvsem zdaj v zadnjem času, ko vidimo, da je problem, da je pač kar naenkrat laž resnica postala. Ne? Mislim, tukaj mi je tukaj mislim, da nas pa to, ne glede na to, kako politično si usmerjen, bi ti to moral motiti. Ne? Ker mislim, da če ne gremo že samo malo nazaj v zgodovino, gremo, lahko vidimo, da so lahko različni politični pogledi sodelovali v neki točki. Ne? Tukaj se pa zdaj pač, da ne bomo preveč dogajajo stvari. To so stvari, ki pač vplivajo na naša življenja in mislim, da je zdaj mogoče tudi zaradi čisto globalne usmeritve sveta v neko norijo prišlo do tega, da smo vsi žrtve tega, a ne? In da ne velja več. Neke norme, moralne tudi so se zelo spremenile. Ne? To pač me moti. Barbara, kdaj si se prvič srečala s fotografijo? Moj brat je v temnici, v kopalnici je naredil temnico v našem bloku in tako sem v bistvu, on je začel fotografirati in jaz sem pač to videla in me je v bistvu, moram res reči, da v tistem hipu to začaralo. Tako da moj brat je bil tudi neke vrste inovator, da rečem, skupaj z mamo. Moja mama je bila strojni inženir, moj oče je bil slavist. Tako da, ko so stoenko, ko sta popravljala, je v bistvu bilo tako, da je moja mama popravljala, moj oče pa zraven filozofiral, kaj bi bilo treba narediti. Pa tudi so mi rekli, da še eno zgodbo okrog tega dodam.
ob tem, recimo, ko se meni kolo pokvaril, sem jaz pač normalno rekla, vsi mi ga bo mama popravila, ne. In šele čez leta so mi moji prijatelji rekli, veš, nam je bilo v bistvu ful hecen, ker si ti rekla vedno, da ti bo mama popravila kolo, ne. Ampak so ga pač očetje, ja, meni ga je pač mama, ne. No, in pač moj brat je tudi takrat skonstruiral, pač fotoaparat je dal v neko vrečko in naredil podvoden fotoaparat in je pod vodo fotografiral pač in take stvari, ne, mislim tako, pač malo za hec. No, vse tak to sem pač jaz spremljala in potem je te fotografije razvijal in to me je prijelo, no. Tako da sem potem, pa mi je pa oče posodil en Vera 2, je bil en pač fotoaparat, ki ga še zdaj imam. Nisem takrat vedela, da je imel en krasen objektiv Carl Zeiss, ki ima krasno optiko, in s tem sem jaz začela fotografirati. Pa v prvem letniku gimnazije Poljane, takrat je bila srednja šola za družboslovje in splošno kulturo Vide Janežič, zdaj gimnazija Poljane. Takrat smo pa imeli tudi en krožek fotografski, ki ga je profesor Rekard vodil, ki je kasneje pa postal novinar. No, in takrat, tako recimo. Ne. Se je rodila ta prava ljubezen na nek način. Potem smo pa lahko v tretjem, ko smo imeli vsako leto, smo imeli prakso. Ne. Prvo leto smo šli sestavljati kolesa v tovarno Rog, ne, v proizvodno in mislim, da je to zelo dobro bilo, da smo šli vsi, smo pač imeli prakso v katerikoli pač tovarni, mi smo šli v Rog. Potem v drugem sem bila v knjižnici, v mestni knjižnici. V tretjem sem šla na Delo, kjer je bil moj oče urednik lektor, in sem pač šla v ljubljansko redakcijo. Tako da tudi to je skozi očetovo delo meni bilo zelo blizu, to novinarstvo mi je bilo všeč, ampak potem v četrtem sem pa že šla k Jocu Žnidaršiču med fotografe in tam opravila prakso in potem takoj zatem sem prosila še, če sem lahko med počitnicami tam, pa skratka, in potem je bila tudi prve objavljene fotografije so bile in tako. No. Pa sem pa v prvem letniku fakultete so bile pa demonstracije, že to je bilo leta 88, ja, so bile neke študentske demonstracije in sem jaz to fotografirala in sem poslala oziroma prenesla Tonetu Stojku na Mladino. On je bil takrat urednik fotografije na Mladini, pa so takrat pa rekli, da to ne bojo objavili, da so še neki pač tako, ampak so me čez 10 dni ali tako zelo hitro poklicali, če bi jaz za njih delala, pa so me poslali fotografirati. Mislim, da je bila prva, ob Lipi sprave, Lipo sprave na Žalah so takrat zasadili in je bila tista komemoracija takrat in to so me poslali fotografirati, tako da to so bile pol. Potem se je pa zgodila Roška, pa tako naprej, ne, ampak jaz sem šla na morje in sem bila dva meseca na morju, kar je bilo ta moja svoboda, ki jo nikoli nisem si želela jo, pa tudi nisem bila toliko vpeta, moram reči, že v to neko fotoreportersko življenje ali pa karkoli, skratka, nimam enega posnetka z Roške, nimam pač tega. Ampak potem v jesen pa vem, da me je Franci Zavrl, ki je bil takrat urednik Deska na Mladini, poklical pa rekel, kaj ti misliš kaj za nas delati ali kje si? Je to? Tako. In pa sem začela in sem pač bila, zelo sem uživala v tem delu. Ja. In ta svoboda, ki sem jo prej omenila, je verjetno tudi majčken ta del, ki ga zdaj omenjaš, ne? Sem šla na morje, se pravi tudi ta prehod potem iz nekega tega uredniškega dela v svojo samostojno pot freelancerke na nek način, če lahko tako, ne vem, kakšen je lep slovenski izraz za to. To je ta neka svoboda, ki je svoboda, ki pa ni vedno najlažja. Ne? Točno to. Ja, ni najlažja, ampak
jaz sem vedno, ko sem gledala recimo nekatere moje kolege, kolegice, ki so znali umirjeno, lepo pač nekaj imeti za službo, ne, in potem delati stvari, ki so... Kot hobi, ne? Ja, ali pa pač razvijali še nekaj naprej, ne. Sem jim zavidala v tem, ne. Prav to, ne, da znajo to, da ne grejo z glavo skozi to, ne. Ampak kot rečeno, pač tak, kot si in ne. Tako je. Tako je. Kdaj pa potem v življenje stopi Aleksander? Ja, v bistvu tam pač v 90-ih in tako, no. Tako da potem sva začela zelo hitro v bistvu. A bi rekla, živeti. da je to bila ljubezen na prvi pogled, kot radi rečejo? Ja, zanimivo je to. Midva sva hodila na isto gimnazijo. On je sicer hodil v A-turnus, jaz sem hodila v B-turnus, kar pomeni, da sem se pa jaz združila z njegovimi sošolci nekaterimi. Tako smo bili ena skupina, pa smo hodili tudi smučati, pa tako, ne. Ampak njega nisem nikoli srečala, ne. In tudi na eni fotografiji od njegovega enega sošolca, ko je dvorišče gimnazije Poljane fotografiral iz Gornikje, na en stran sem se najdla, ne, in na drugi je on, ne. Ampak nisva se srečala, ne. Pa sem tudi spoznala njegovo sestro Petro prej, ne. Tako da, pa se spomnim, ko so ena pripomba je bila, ja, sam ima pa tudi brata, ne, Aleksandra, ampak tako hočem reči, nekako sva v življenju hodila mogoče blizu, pa vse ne še čisto skupaj. Ja, in pol v enem trenutku sva se srečala na eni poroki in sva se v bistvu od prvega hipa tam pogovarjala, kot da se poznava že celo življenje. Bi človek rekel, tako, da je kliknilo na hitro, ne? Tako, no. Katere pač so se stvari razvijale naprej. Katere so bile tiste stvari, recimo, Barbara, ki so te pri Aleksandru najbolj pritegnile? Kar se tiče njegove osebnosti, recimo. Ja, ne vem, ko ti je nekdo tako, ko je tvoj človek, ko ti je toliko blizu, a ne, potem je težko to, vsaj meni zdaj, ker ne, kaj me je tako... Me je pa ta njegova v bistvu... tudi, kako ne rečem, ta njegova mehka plat, ne, ta njegova človeška duša, ne, ta njegova nežnost, pozornost, vse to skupaj, ne. A je bil že kot mlad fant, bi ga lahko opisala kot kavalirja? Definitivno. Aha, je imel potem te v sebi vzgibe. Je imel. In tako ena varnost tudi, a ne, ki jo je s tem meni dal. In človek, na katerega se lahko vedno zaneseš, ki bo vedno za tebe, a ne, obenem pa ti bo tudi povedal, kar ti gre. Ne? To se mi zdi fino. Ne? Da ni vse samo fino in fajn. Da je, ja. Mislim, ampak je v smislu tega, da zato, ker tist, ki te ima res rad, ti bo tudi povedal stvari. Ti bo tudi realno povedal. Ne? Ja. Čeprav včasih to ne radi kdaj slišimo, ne? Jaz tudi vem, da kdaj doma dobim kakšen komentar, ki si rečem, a to ne bi mogel malo drugače, recimo, ne? Pa potem dobim še zraven stavek, ja, ampak jaz sem zdaj le realen v tej situaciji, medtem ko si ti v oblakih, recimo. Tako da jaz sem se zelo veliko od njega naučila, ne? In upam, da je tudi on kaj od mene. Se to gre vzajemno, pravijo, ne? Ja. Ampak tako, no. Tako da mislim, midva smava, kako ne rečem, zelo se krešejo mnenja, lahko v hipu, ne, večkrat na dan, recimo. Ampak v tej osnovni zadevi pa oba isto misliva. A ne? Tisto, kar je pomembno in tudi v pogledih na svet, v moralnih normah, o vsem tem pa imava isto mnenje. In to je, mislim, da tisto pomembno, tista stična točka,
na kateri lahko pač gradiš, ne vem, živiš skupaj. In tudi ta svoboda, recimo, nisem jaz nikoli pomislila, da bi podvomila v njega. Da mu ne bi pustila, mislim, da mu rečem, ne smeš iti, ne vem kam, ne, ali pa karkoli. In on tudi ne, za mene, ne. In to se mi zdi, če bi bilo drugače, mislim, da ne drug ne bi bila vesela, zadovoljna in ne bi dolgo trajala. Ne. To neko konec koncev zaupanje. Zaupanje, ne, to se mi zdi ključ. zelo pomembno. Ne. In njemu tudi, tako da. Hitro je potem seveda Aleksander šel v odvetniške... Ne, on je bil že odvetnik. On je bil že odvetnik in potem je v bistvu bil je kazenski odvetnik, a ne. Tako da je bilo, mislim... Si že vedela, v kaj Ja, pa sej tudi moj brat je odvetnik, pa moj dedek je bil odvetnik, pa po mamini strani, pa njegovi bratje so bili, pa od mojega bratranca žena je pravnica, ne, pa zdaj je najstarejša hči Nina, je tudi odvetnica, ne, pa nečakinja, tako da ne naštevam naprej. Skratka, ni bilo novo za mene ta odvetniški milje, da rečem. Ampak bolj sem mislila s tem to, a ne, ko sva se pogovarjali o tej svobodi in tako, a ne. Aleksander, seveda se ga vsi spominjamo po njegovi funkciji kot odvetnik. Zdaj najprej mislim, a ne, v smislu o primerih, pa seveda še z doktorjem Petrom in tako naprej. To je za sabo potegnilo spet drugačno družinsko dinamiko, to bolj imamo v mislih, a ne. Obe veva, da v takšnih družinah so ponavadi moški bolj odsotni, manj doma. Kako si ti šla recimo čez to? Ker verjetno si vedela, da pri 3 otrocih bo to verjetno veliko stvari. Ne vem, če sem jaz kaj vedela, ne, ker jaz nisem nikoli naprej razmišljala, jaz sem pač skočila in potem pač videla v življenju, a znam plavati ali ne. Ampak tukaj bi jaz rekla, da je res Aleksander, mislim, on je zelo organiziran človek. Moja velika želja pa je v življenju, da bi bila organizirana. Ne? Mogoče je tudi to bilo nekaj, v kar sem se po njemu zaljubila, v neki ta moj nedosežen ideal organiziranosti. In dejansko sem bila jaz tista, ki je on mene čakal, ne jaz njega. Ne? On je zelo se organiziral, že prej vedno, a ne, in ko smo bili zmenjeni za kosilo doma, je on pač pustil vse, kar je bilo treba in prišel domov, jaz sem pa šele iz Ljubljane vozila proti domu, a ne, in enkrat mi je rekel, a veš, poznam ljudi, ki zamujajo, pa pač vse to, ampak ne poznam pa nikogar, ki bi se toliko sekiral, ki se ti pol sekiraš za to, ampak zakaj? Ampak še vedno zamujaš. Torej te ne izuči, ne? Ja, nekako imam ta zgleda vzporeden ritem, ampak zdaj mislim, da zdaj se bližam 60 in jaz mislim, da zdaj mi pa mal sem se popravila, no. Meni si, da mi rata kdaj tudi, da ne zamudim. No, danes si bila točna. Evo. Vseeno, bolj sem mislila tudi to, ta vidik družinskega življenja v smislu, koliko si takrat recimo potrebovala, ne vem, neko dodatno pomoč pri, ne bom rekla pri vzgoji, ampak pri skrbi za dom, gospodinjstvo, otroci in tako. Ne vem, Aleksander res, mislim, to res mogoče hecno sliš, ali pa ne, ampak je res bil zelo prisoten. In še zdaj je, ne. Tukaj, ki bi marsikdo rekel, da zdaj pa verjetno ni, ne? Ne, ampak je ves čas, ne, bil in je, ko so bili otroci majhni in zdaj, skratka, tak je, ne, in on je tudi zelo je družinski človek, ne. On je želel to, mislim, da je v enem od teh svojih intervjujev tudi povedal, da si je želel na pomorsko šolo iti, zato ker je pač zelo rad ima morje,
res rad pljuje in potem pa je ga tudi to odvrnil od študija, ne. Da bi bil zelo veliko odsoten, družina pa njemu zelo veliko pomeni, tako da se je odločil za pravo, in je bil njegov oče zelo vesel. Vesel, seveda, ja. Ja. Verjetno je tukaj potem res, tako kot praviš, ne, se vidi ta razlika, da je družina na prvem mestu in da bo raje kaj drugega majčkeno potrpelo na račun tega, da družina ne bo. Ja. Tako sem dobila tak občutek. Je res tako. In, da noben klient ni toliko pomemben, kot je pomembna družina. Ja, hčere so mu tudi rekle, pač nisi nas rodil prebolže, no. Mislim, ne, pač mamec, ne, mamec so ga tudi klicale. Ne, ja, to delo je mami naredila, ne. Ja, vsaj nekaj ne. Ko je potem prišla ideja oziroma odločitev, da sprejme novo funkcijo, torej funkcijo, za katero se mi zdi, da ga ni Slovenca, ki ne bi bil ponosen, da jo je sprejel. Kako zelo se je spremenila družinska dinamika? Koliko sta se mogla vidva mogoče tudi o tem resno pogovoriti? Ja, ne. Ja, v bistvu je bilo tako, da ko je, niti sam si še ni takrat, ne, ko je šel v to kampanjo, predstavljal čist, kako to bo šlo. Ne. On je pač želel zmagati. Ne. In potem je rekel, ko sem zmagal, sem se usedel tam v pisarni, sem rekel, zdaj to treba pa voditi. Ne. Tako. In potem seveda tukaj naprej. Pa malo začutim potem ta tvoj trenutek, skočim v morje in splavam. Ja, ne, to je bil njegov. Ja, ampak tako povezavo, pač mislim. On je vsake stvari v življenju se loti zelo premišljeno in študiozno, mislim, se pripravi, vedno ima plan A, B, C, ne. Jaz včasih sam plan A, pa pol. No, ampak kakorkoli. Skratka, ko se je odločil, da bo kandidiral, sva se pač o tem pomenila in jaz sem rekla, seveda, gremo vsi skupaj in v to. Potem je pa v enem obdobju, v enem trenutku, jaz sem bila tudi na enem sejmu glih v tujini in me kliče in reče, veš, v bistvu je tako, da če bom zmagal, se bomo morali preseliti. Mene je tlele malo požgečkali, ali kaj ne rečem, zategnili. In on je to začutil in je rekel, ja, kaj pa zdaj, saj si rekla, da v bistvu pač gremo. Ne? Jaz sem zdaj v tem, ne, njemu zelo veliko pomeni, kaj jaz mislim in takrat je pa sem pa rekla, ne, vse v redu. Sam vdihati moram, ker sem tako imela v glavi, kako bom pa pol galerijo, pa to, pa ne vem, skratka, tam naše organizacija življenja. No, ampak pol so se zelo hitro, tako je bilo v bistvu, da sem mu jaz rekla, ne, to je samo trenutek, ne, vse je v redu, gremo naprej. Sem ga pa spomnila, sem rekla, veš, to je tako kot takrat, ko smo govorili o tem, da bova prenovila, da moramo prenoviti hišo, ker je bilo 7 etaž in ne vem, skratka, tako. Pa si ti meni rekel, a češ, da se ločim zdajle ali malo kasneje, ne? V smislu tega, da ga je bila groza tega, ker on se je seveda zavedal, ne, jaz se nisem, kaj to vse pomeni. Ne, jaz sem pač takrat, ko je bil trenutek, pa začela pakirati, ne, in je bilo seveda grozno, ampak nisem pa prej, ne, o tem razmišljala. On pa ja, ne, in zato je pač rekel, ne bi, ne, ampak potem, ko smo to naredili, pač bil seveda zato, da se, in preselili smo se in zrihtali smo in pač vse to. No, in ta isti moment sem mu pač rekla, samo toliko, da me je razumel, zakaj sem v tistem hipu mal za sekundo mi je zmanjkalo besed. Tako da potem pa, ko je pač se to zgodilo, sva se seveda usedla in videla realno, kako te stvari naj bi šle, in sva se odločila, da naj za neko obdobje pač živi, oziroma živel je v hotelu,
ker je in vračal se, k sreči je imel to možnost, da se vrača domov. Takrat je bilo tudi tako, da je ta srednja hči ravno se vpisala v srednjo šolo, pa ni želela se seliti. Tako da smo vse to malo upoštevali in rekli, da imamo pogledati najprej, koliko boš imel dela, kako boš potoval. Njega bi tudi zelo tako bi ga skrbelo, če bi mi se preselili v Švico, potem bi pa tam živeli, on bi pa pač potoval, ne, in bil veliko odsoten, ne, in bi ga skrbeli pač vse to. Tako pa, ko smo doma in je pač bil miren in je lahko upravljal svoje delo. Pa s časoma smo videli, da v bistvu je to nekaj, kar funkcionira, predvsem zaradi tega seveda, ker je lahko hodil in lahko hodi domov. Če tega ne bi bilo, seveda ne bi se pač preselili, ne, ker je pač to pomembno, da bi bili skupaj. Ampak on je tako kot pač zna vzpostavil en tak dober sistem, ritem tudi, kadar je doma, to ne pomeni, da je samo doma, ampak ravno tako upravlja svoje delo in se srečuje z ljudmi, ki jim je popolnoma vseeno, ali pridejo v Švico, ali pridejo pa v Ljubljano. Še celo fajn jim je v Ljubljano prideti, Ljubljana jim je zelo všeč. Všeč mi je Slovenija, če se le da, jim radi pokažemo kakšne lepe kotičke in tako. Dinamika znotraj družine se je pa verjetno ne samo s tem, da je več naokrog, da je več po svetu, tudi zavedanje, kakšno funkcijo ima, zagotovo to vpliva tudi na družinsko dinamiko. Koliko bi rekla, da so hčere recimo se zavedale, ali pa se zdaj zavedajo, no? Ampak takrat, takoj recimo se mi zdi ta segment, te veličine, vsega tega, kar to bo s sabo pripeljalo. Ja, to s sabo pripelje različna povabila, taka mikavna, ne. Ampak že na začetku jim je Aleksander rekel, lejte, ne zato, ker ste vi face ali pa tako, ali pa me, ne, ampak zaradi moje funkcije. In enkrat bo to minilo, ne, ta funkcija bo minila. Mi smo to, kar smo. Ne? To je bilo zelo na začetku in mislim, da je s tem je to bila ena zelo dobra popotnica za sprejemanje tega. Recimo na Instagramu kar naenkrat so začeli dobivati več sledilcev, ne? Iz različnih držav. Ne? Recimo take stvari. No. Ampak nekako mi smo vedno imeli to svojo družinsko dinamiko, pa mislim, da jim je to dajalo eno uporo. Ne. So bile seveda tako, kot pač potem kar naenkrat te preseneti, ko prvi nekajkrat te preseneti, ko kar naenkrat prebereš v sebi nekaj, kar pač ni res, ne. Ti veš, kako je bilo, ali pa je, ali pa kdo si, in potem ti nekdo nekaj piše o tebi, ki ni, pa te malo razjezi najprej, saj mene, ne, pa sem se pol tudi tako, kot je pač Aleksander ne bere komentarjev, do tega ima zelo tako en tak odnos, ki sem se ga jaz tudi zdaj pač se ga držim, ne, v smislu tega, da veš, kdo si. In če veš, kdo si, zakaj prepričevati nekoga, ki pač o tebi misli nekaj drugače. Važno je, da ti veš, kdo si, in če nisi nič v življenju narobe naredil, imaš čisto vest, zakaj bi se obremenjeval. Ljudje bojo pač vseh prepričati ne moreš, ne. Pač tako je in to vzameš v zakup. Ne. Pri vas kot družini mi je, zdaj bom res čisto iskrena, ena stvar zelo fascinantna in všečna pravzaprav, in to je ta, da tako kot sva rekli, s funkcijo je prišla drugačna družinska dinamika. Lahko bi ta družinska dinamika bila pa popolnoma drugačna, kot je pri vas. Lahko bi zelo hitro kar naenkrat hiša, v kateri ste, ne bila več dovolj dobra. Lahko bi bili vsi avtomobili, ki ste jih kadarkoli v življenju imeli, ne več dovolj dobri. Hčere bi lahko veliko več želja imele in bi lahko bilo tudi omogočeno to konec koncev, a ne? Pa se mi zdi, da sta tukaj res vidva z Aleksandrom bila tista, ki sta odigrala to ključno vlogo v smislu, kako se
te zadeve predstavijo in kako se ta nek nov val v družini, tudi kar se tiče financ, pozna na koncu. Ja, gotovo. Mislim, zadeva je taka, da vseeno mi živimo v enem mehurčku. Pač, in tudi otroci to vejo. Je pa fino recimo videti, da se zavedajo tega, da ko mi skupaj potujemo, je nekaj drugega, ko grejo sami. In tukaj je to, kar kaže na to, da dejansko razumejo stvari in da so da sva uspela v tem, recimo, ko grejo same, pa pač gledajo, kako bojo z nekim svojim finančnim recimo delom potovale, na kakšen način, z ne vem kolikimi prestopanji ali pa take stvari. Hočem reči, normalno, kot vsi mladi ljudje iščejo te poti. Glede tega, mislim, je pa res, da si gotovo pač, predvsem nekaj drugega bi rada rekla, da je pri njih tudi to, da imajo ta sočut do sočloveka, do nekoga v stiski. Če se le da, pomagajo, imajo to zavedanje in to se mi zdi tudi zelo pomembno. Ampak sigurno se pa nekaj stvari spremeni. Mislim, če ti je finančno omogočeno nekaj, potem bi mogoče celo bilo nerazumljivo, zakaj ne bi omogočil, če lahko. Seveda ne nikoli na račun drugega. Tako. Za katere stvari, Barbara, bi ti rekla, da ti nikoli ni težko dati, ne vem, večjo količino denarja? Ne zdiš se mi oseba, ki bi zelo rada hodila po trgovinah, nakupovala nove obleke, čevlje, torbice? Ne, ampak sem zdaj z leti prišla tudi na ta okus, ker je srednja hči je končala Maragoni in pač je vpeta v modo. In tudi starejša, ta najstarejša je zelo, že od majčkega, vse so zelo ženske. Tudi Ana, ta najmlajša. Tako da nekako sem se skozi njih potem, tudi Aleksandar me vedno spodbujal, tako da. Pa to nisem zdaj mislila tako, da se ne oblačiš dobro daleč od tega, ampak nimam občutka, da bi imela ta shopping stil v sebi. Ne, to pa nimam. Moram pa priznati, da sem imela že trenutke, ko mi je kakšen nakup, kot se reče, čisto ženska stvar je, da ti je polepšal dan, si imel nek slab dan, pa si pa nek lep kos si kupil, pa je potem bilo tako v tem stilu, nekaj zelo mogoče, kako se reče, ne najdem zdaj te prave besede. Tako da to, drugače pa, kar pa ne pomeni, da sem mogoče zelo varčna. To, kot je denarja, če ga ni, če pa je, pa ne. Tako, ampak za kakšne druge stvari, recimo. Ta potovanja, ki jih Aleksandar vedno res, da rečem, forsiral, vedno organiziral, vedno gremo družina skupaj in zdaj so še pridruženi člani, tako da gremo vsi skupaj in to je res nekaj, kar je vredno vsakega evra. Tako. Pa seveda v umetnosti, pa seveda pol tudi jaz v bistvu v življenju karkoli vse namenam galeriji. A so ta potovanja, verjetno si predstavljam, da vseeno bolj na samem, kjer ste vi lahko skupaj, ali je to vseeno neko dogajanje, pa džumbus, pa akcija? Različno je, zelo različno. Odvisno na kjer konc sveta gremo. Ampak sigurno imamo pa rajš nekaj, kar je malo bolj mogoče. Ne vem, radi potujemo, tako da je zelo, zdaj ne gremo pa
Mislim, zdaj, ko so otroci polnoletni, v bistvu zdaj gremo lahko tudi zvečer kam, ne. Čeprav zdaj imamo vnukinjo, pa pač spet tudi to nekdo malo, mora ostati. Ja, ampak nismo, mislim, vsaj midva nisva glih neka ljubitelja tega nočnega življenja na ta način, ne. Imamo rajš neka druga druženja, ampak sva pa varuške, če želijo iti. Kar je pa tudi zdaj čisto ena druga vloga, verjetno. Ja, tako da pač v tem stilu. Si imela kdaj občutek, da recimo nekdo prijateljuje s tabo, z vama, samo zaradi tega, ker je fino, da prijateljuje z Barbaro in Aleksandrom Čeferin? Pa ne vem, če imamo veliko prijateljev že od prej, ne? Tako da teh res bližnjih, a ne. Ne vem, jaz se niti ne obremenjujem s tem. Pač v danem trenutku se družimo z ljudmi, s katerimi nama je se fino družiti. Če se pa izkaže, recimo, kaj takega, pa se ne družiš več, oziroma nimaš nekih, ampak ne bi, mislim, ne vem jaz, res ne bi. Kaj ponavadi najraje, tako, ko se pogovarjava o druženju, kaj to pomeni kakšna dobra večerja, to pomeni kakšna hoja v hrib, kaj tisto, kar radi počnete skupaj? Ja, mislim, druženja s prijatelji ali pa tako so te, ali večerje, kosila, to je vedno nekaj, kar meni je zelo to všeč, ne, mislim, vsem nam. Skupni izleti pa tudi skupna potovanja so bila. Še pred leti smo neki družin prijateljev skupaj potovali, ne. Tako da to je nekaj, kar je res bolj ostane in se z veseljem spominjaš, kako je bilo, ne. Je pa res, da zdaj smo že v teh letih, ko pol nazaj gledaš te posnetke, ne, ko so bili otroci majhni, pa mi smo bili mladi, pa je bilo fajn, ne. Čas hitro mine, no, zato mislim, da je treba se tega zavedati in si vzeti čas za take stvari, ne, ker je prehiter pač konc. Da te spomini vendarle niso samo neki spomini za nazaj, ampak da smo tudi zdaj v tem trenutku. Ja, problem je, da te dnevna rutina potegne, ne, in zato je toliko fajn, res, ko Aleksander zna to organizirati, mislim, in da mora imeti to minute. In ja, včasih tudi je bilo tudi že tako, da je on rekel, kaj, jaz imam te občutek, da imam jaz eno brezvezno službo, ti imaš pa ful enih rekel, kdaj tako. Ja, ne, ker jaz mogoče kdaj se ga delam kakšen mal problem, mislim, tako, ne. Ampak se učim od njega, on je pač zelo dober učitelj in počas bom tudi jaz dosegla to. Koliko imaš pa občutek pri njem, da stres, ki ga ima on s svojo funkcijo in z delovnim mestom, koliko se to lahko tudi doma pokaže v domačem okolju? Kolikrat recimo, ne vem, reče, zdajle pa ne morem, ali pa zdaj pa vsega preveč? Mislim, reče, se hvala Bogu, ne, se zato smo družina, ne. Mogoče še premalkrat, ne, ker on zelo rad sam stvari reši, ne. Tako da je pa res, da on ta svoj stres zelo skozi šport filtrira na nek način. Ne, tako da je pa res, mislim, zdaj to njegovo obdobje je obdobje največjih, mislim, da vsa leta prej predsednik UEFA ni imel toliko težav za reševati, kakor jih je imel on, ne. Od covida, 2 vojen, rušitve tega nogometa z Superligo, ne, in tako naprej, no. Ampak vse uspešno prebrodil, ne? Ja. Barbara, najlepša hvala, da si vzela čas, da si prišla na tale pogovor. In tako kot sem rekla uvodoma, ne, da sem rekla partnerju, mene bolj zanima Barbara, ne,
se priporočam tudi za Aleksandra, če bo imel čas in voljo. Tebi pa hvala še enkrat. Ja, najlepša hvala tebi za ta prijeten pogovor. Za Aleksandra moraš pa njega vprašati.